ta zadeva tudi v centri lahko gre, ker ni predstava. V predstavi se igralec nauči besedilo, ga pove, talentu in razpoloženju primerno, pokasira aplavz, pije pivo, gre domov in se skupaj pozabi. Tole sem si napisal, znam skoraj na pamet že. Mogoče boste zaploskali, piva ne bom spil, ker je treba voziti še do doma. Pozabil pa ne bom. In to je ta bistvena razlika med tem, kar boste danes slišali in predstavili. To ni umetnost, čeprav po drugi strani je največja umetnost. To je, kar boste danes slišali, moje življenje, življenje moje družine, naše družine pravzaprav. To je moja vera in ni predstava. Zakaj 5. evangelij? Hotel sem najbolj dati naslov temu razmišljanju čez 3 gore, čez 3 dole, ker se bom, če boste pozorno poslušali, sprehodil čez 3 gore. Goro Blagrov, Goro Horeb in Kalvarijo, ampak to čez 3 gore, čez 3 dole zveni tako naravno zabavno, se nekaj tako dobro. Potem so pa dali svetopisanski naslov 5. evangelij, pa sem najprej malo hud. Pa sem pa pomislil na eno sestro, za katero sem bil pripričan, da bo malo zavila z očmi, ko bo spet v isti vrsti videla napisan čušinjen evangelij, pa sem rekel, pa nema sestra malo pokore, naj bo 5. evangelij. 5. evangelij zakaj? Zato, ker je to odzven 4 evangelijev. To ni apokrif, nič ne tekmujem z evangelij, ampak to je odzven 4 prebranih, odživetih evangelijev v mojem življenju. Ni pa samo 5. in tudi 5. evangelij. Samo imam tole žvalco, sem se kupil pred leti, misleč, da se na 4 strune lažje igra kot na 6, pa ni res. Ampak doma sem prepeval in žena, ki me ima iz meni neznanih razlogov, me ima rada, mi rekla, da lepo pojem in me je prisila tako rekoč, da tudi kdaj pa kdaj v javnosti kaj zapojem, tako da če bodo imel težave s tem, ker boste slišali, tamle sediti cela gospa z očali, in najbolj vredno ceti. Če bo imel... pritožbe in pohvale. Ali sem še kaj spustil? Vse povedal. Se pravi, lahko začnemo s 5. evangelijem. Ker ni predstava, ker je nekaj vrste pridiga, mi je dovoljeno, da kdaj pogledam na listek, ker je kako vaš župnik pridiga. Bere, in tudi naš župnik bere, tako da tudi jaz bom kdaj kaj prebral. Tako da, ker je to pridiga, mi je to dovoljeno in mi predstava ne bi za me. Dobro. 5. evangelij. Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole. Povej, Marija, te bilo je strah, ko angel Gabriel s peruti je otresel prah. Na zareških cest, svetlobo daljnih zvezd in šepet dekliških sanj, še neizgovorjen, povej, Marija, kaj se skriva v pesmi angela, ko si rodila. Otroški jok in smeh prvih staršev gre, premagan z eno samo solzo radosti. V tvojih očeh vidim svet in vidim njegovo odrešenje, vidim radost, vidim žalost, vidim trpljenje, vidim spone padce in poraz, vidim sina tvojega obraz, vidim smrt, vidim življenje, vidim stajenje. Povej, Marija, si trpela, ko obstala si pred vrati, postopiti nisi smela. Mati, sestra, brat, vsak njegov je svat, ko na rame naloži si, ko poljubi križ. Povej, Marija, kaj si čutila, koga Božja volja je na križ pribila. Prebodena stran, truplo polno ran,
eno samo solzo žalosti. V tvojih očeh vidim angele, svetnike v Božji slavi, vidim Božje ljudstvo, ki za tabo stopa po poti pravi. Vidim vzpone, padce in poraz, vidim Sina tvojega obraz, vidim smrt, vidim življenje, vidim vstajenje. Tako s tole pesmijo pravzaprav lahko tudi končal, ker sem povedal vse, kar je bilo zapovedati. Radost, pričakovanje, rojstvo, življenje, trpljenje, smrt, vstajenje. To je Jezusovo življenje, to je naše življenje. In zdaj, ko premišljujemo Jezusovo življenje, pač prebiramo Sveto pismo, evangelije, ko se spominjamo svoje življenje, ko premišljujemo dogodke svoje mladosti, vzamemo fotoalbum ali pa diskete zadnje časa in gledamo fotografije iz pubertete, iz otroštva. Ampak v evangeliji, v Svetem pismu, ni fotografij, v Svetem pismu ni pubertete. Dobro, imamo poročilo o rojstvu, sveta noč, angelčki, pastirčki, trije kralji. Imamo poročilo o neuspelem pobegu od doma, ko Jožef in Marija 3 dni nista vedela, kje je dete. Ker nam da na tak čuden, zanimiv način vedeti, da je bila tudi v tej sveti družini, vsaj kdaj pa kdaj na obisku puberteta. Mal čudna, čudaška, čudežna, ampak vendar. Hoče več, ko bi vaš otrok pobegnil od doma, bi ga verjetno tako kot vsi normalni starši najprej iskali pri prijateljih, pri sorodnikih, šli pogledati na šolsko igrišče, na urgenco seveda, kakšno železniško postajo, gostilno, diskoteko, kaj pa vem, tam mladi hodijo. Ne vem, če bi si rekel, mogoče je pa v cerkvi. Jezus je bil pa tam. V templu, v cerkvi, tam, kjer je moral biti, kot je rekel svoje pravičilo. Čudna puberteta, čudaška, čudežna. Ampak roko na srce, tudi Jožef in Marija sta ga najprej iskala pri prijateljih, pri sorodnikih. Šla sta pogledati verjetno kakšno gostilno, na kakšno igrišče, železniških postaj, urgenc, takrat še ni bilo, ne, še na koncu sta šla v templu, v cerkev. Kar nam da vedeti, slutiti, da sta bili Jožef in Marija normalna starša in Jezus normalno otrok, pa čeprav pravi Bog in pravi človek. Kako to ležeče za nas ljudi, še posebej za nas starše. In zdaj tudi moji otroci, čist pravi človečki, me dostakrat spomanijo na Jezusa in mi na usta privabijo Božje ime. Ko vstopam v njihove nepospravljene sobe in rečem, Bog pomagaj. Ko prinesijo spričeval, da mu porečem, Bog se ne usmili. Ko pride od frizera s kakšno novo frizuro, pa rečem, Jezus mi. Ampak, a ste se kaj vprašali, kako je izgledala Jezusova puberteta? Kakšen je bil Jezus kot otrok? Zdaj, če vzamemo roko slovar slovenskega knjižnega jezika, to staro verzijo, nove še nisem v roki, sprav posegam na staro zavezo slovarja slovenskega knjižnega jezika. Če vzamete roko to knjigo in poiščete geslo družina, boste pod tem geslom dobili naštete razne vrste družin. Ribiška družina, lovska družina, igralska družina in med njimi tudi sveta družina. Napiše, da so sveta družina, to slovarja slovenskega knjižnega jezika, sveta družina so Jezus, Marija in sveti Jožef. Bom ponovil, da boste verjeli. Po slovarju slovenskega knjižnega jezika so sveta družina Jezus, Marija in sveti Jožef. Zakaj je v sveti družini samo Jožef svet, ne vem, se pa kot mož in oče kar strinjam. Ker kako ne si drugače poslužim nebesa, kot da dano prenašam križ, ki sta mi ga doležila Bog in žena. Ampak dobro, se sedaj vprašali, kako je izgledalo življenje v tej sveti družini, kakšen je bil Jezus kot otrok, kot pubertetnik. A je imel mozole? A je bil zaljubljen? A je imel prijatelj, bil tako pifrat? A je Marija kdaj stopila njegovo zelo pa rekla, pa daj malo pospravljaj, kakšen jaz si boravno hlevo ali kaj? Ampak kdaj je rekla, ljubi Jezus, pejte že na ostrič. A kdaj se brusil Jožefu, ko se mu ni dal pomagati v delavnici, pust me na mir, ti sploh nisi moj pravi fotar. Pokretaj pa kdaj slišimo od svojih otrok, če je bil pravi Bog in pravi človek. Ali pa je bilo vse lepo in prav, vse v najlepšem redu, vse popolno. In prav zaradi tega ni v Svetem pismu.
Ker Jezus ne želi, da bi naši otroci, ki že tako trpijo zaradi slabe samopodobe, v njem ne imeli prehudega vzornika. Ker bi potem stalno poslušali iz naših ust. Zakaj se ne obnašaš kot Jezus? Zakaj ne možemo tako kot Jezus? Zdaj pač ne vemo, kako se je obnašal Jezus, ko je bil tako star kot oni. Kako mu je bilo razpetno med pravim in nepravim očetom? To, kot je danes mnogim otrokom, katerih starši imajo težave, pa se prepirajo, ločujejo, pa so Bogi otroci razpeti med očeta in mamo, med dva očeta, dve mami, ali pa na dva očeta in na dve mami, na osebo ena in osebo dva. Bog se nas usmili. Tako je bilo v tej sveti družini. A je samo Marija prepevala pesmi, a je Jožef kdaj pa kdaj v roke vzel lok, žago, pa še on kakšno zabrundal. Tale pesem v naslov Jožefova uspavanka, čeprav sem jo napisal za svoje fante, nekako si domišljam, da je Jožef imel podobne stvari zapovedati Jezusu, kot jih imam jaz svojim otrokom. Kad Dragoš izbiral pot, izberi najbolj strmo, hudobo ne tajim, a podedoval si trmo in korak, ki gre naprej. Fant umika ne poznava, težav prevarim splet, srce naj ne priznava, kadar boš izbiral smer. Izberi si samotno, hudobo se že veš, a vedi tudi, ni sramotno biti prvi, biti prej. Sploh če veš, da pot je prava, pogumno roko daj, poraza ne poznava, bodi drzen, ne predrzen, bodi trmast, sebi zvest, na križiščih se ne ustraši, strmih in samotnih cest, nekaj si želiš in hočeš, stori vedno, kar je prav, delaj dobro in ne čakaj, da za to bo kdo kaj dal. Bodi polnoč, jutro, dan, bodi človek Bogu dan, bodi zarja, bodi mrak, na te naj računa vsak, bodi mraz, bodi pripeka, naj ne briga te obleka, bodi deblo, veja, cvet, bodi človek, ki bo svet, vedi, da udarec rani, a beseda bolj boli, da srce, ki se razdaja, je srce, ki bolj trpi. Fant, potrebna je korajža, biti Božji volji vdan, a v svet in vse vesolje je velika